Hej, folk, kako ste kaj? Sem imel krajšo pauzo januarja, na katero ste me vsi vestno opozarjali, ker bog ne daj, da bi si vzel malo dopusta po decembru, ne. In sej to je lepo po eni strani, ker pokaže, da so vam moji videi izgleda kul in da bi jih radi še več, kar me res razveseli videti. Pokaže tudi, da se počutite čarobno upravičene do vsebin, za katere niste nič plačali, ampak gremo se osredotočiti na tisto prvo. Ena stvar, ki sem si jo spraševal, ko sem med pauzo tuhtal, kaj bi lahko naslednje posnel, je, kdo me sploh gleda in kdo točno so moji naročniki. Zdaj se vas je nabralo že preko 20.000. Več vas je kot prebivalcev Murske Sobote, tako da teoretično jo lahko zavzamemo. Štos! Prosim, ne poskusiti zavzeti Mursko Soboto. Če še malo počakamo, lahko zavzamemo Ptuj. Štos! Da se ne bi kdo stikal s kakšnimi sekirami v gozdu slučajno. Nočem končati kot Cimer od Šiškota, tip je čuden. Ker sem hotel malo več zvedeti o mojih gledalcih, sem šel čez analitične podatke na YouTubu. Po tem, kar tam piše, je največ mojih gledalcev starih od 18 do 24 let. Potem so od 25 do 34, potem od 35 do 44 in komaj na oddaljenem 4. mestu so gledalci mlajši od 18 let. Kar ni ravno občutek, ki ga dobiš, če greš brat komentarje. Kaka kurba si, tvoj kanal pa je najslabši. Nesramen si in to ful. Ti si tako slab youtuber, a ja, pa sej veš, zakaj nisi šel naprej na Slovenija ima talent, ker si noob. To je video smešnica. Ta video je čuden, ti si pa še pol. Vsako toliko se sploh ne počutim kot youtuber, ampak varuška. Tudi večina ljudi, ki mi piše privat na Facebooku, so neki froci. Kot recimo ta mali, ki ima nek Fortnite channel ali neki. Hej, pišem ti, ker bi rad malo podpore pri YouTubu, a bi bilo to mogoče? Odvisno, kakšno podporo želiš. Da bi me omenil v naslednjem videu. Ali pa, da me omeniš na kakšnem socialnem omrežju. Je kul, če vključim v video nekaj posnetkov iz tvojega kanala, malo komentiram, kako se mi zdi kul, kar delaš in pol dam ljudem link, da si ogledajo. Ja, okej, zmenjeno. Hvala ti. Super, daj mi še prosim podatke za račun. Lahko izdam na podjetje ali pa fizično osebo. Ne razumem. A ja, sorry, je bilo mišljeno za stonj? Ja. Okej, lahko naredim tudi zastonj, samo ne bo ravno tako glamurozno. Ja, okej. A bo kmalu? Ni zakaj. Zgleda froci niso glasni samo na letalih, ampak tudi na internetu. In za oboje je rešitev, da jih pač ne pustimo gor. In jih imamo zaprtih v nekih posebnih ograjenih centrih, kjer morajo biti notri do 18. leta, dokler ne razvijajo dovolj možganov, da lahko začnejo normalno komunicirati z ljudmi. Okej, mogoče do 24. leta. A ja, pa kaj se s tem dogaja točno? Od 55 do 64 let mi ful pade število gledalcev, potem od 65 dalje pa gre kar spet malo gor. Zgleda sem ful uspešnica v nekem domu upokojencev ali neki. Mogoče so oni toliko težili, kdaj bo nov video, ker če ne bo v kratkem, so šanse, da ga ne ujamejo. Zanimivo tudi, kako gre statistika samo od 13 let dalje, ker ni šans, da je kdo tudi mlajši od 13 na YouTubu. Kaj ne da? Lajkajte video, če si mlajši kot 13, ampak vseeno gledaš YouTube. Dej, gremo, lajkaj zdaj. Kar pelje podol, pritisni novim prst navzgor in lajkajte video, da pokažeš, da si preveč kul za neka pravila. Okej, si? Kul! Lepo naprošam YouTube, da vsem, ki so na tej točki lajkali video, takoj zbrišete account ali pa vsaj onemogočite komentiranje, prosim. Mislim, zakaj bi mogli vsi trpeti, samo ker so njihovi starši šparali na kondomih? Druga zanimiva statistika je pa spol ljudi, ki me gledajo. Moških je preko 70%, žensk ni niti 30%. Kar se res malo vprašaš, kaj je kaj narobe z ženskami?
Zgleda so preveč glupe, da bi štekale štose, ali kaj? Ne govorim seveda o ženskah, ki me gledajo, vi ste očitno vsaj toliko pametne kot moji moški gledalci. Govorimo o ostalih glupačah. Vemo vsi, koga mislim, ne? Bajsike, ki gledajo neke make-up tutoriale, da bi ugotovile kakšen trik, kako postati všeč fantom, medtem ko odpirajo že tretjo vrečko čipsa po večerji. Očitno je dobiti njihovo pozornost skoraj tako težko kot ome. Sem šel googlat, kaj bi lahko bilo krivo za to neravnovesje med spoli, in sem ugotovil, da je podobno razmerje v Mensi. Mensa je organizacija, kjer se zbiramo ljudje z IQ-jem v top 2% svetovne populacije, da si izmenjujemo ideje in poglede o različnih stvareh na svetu. To že skoraj namiguje, da je moj kanal neke vrste test inteligence in da samo najbolj elitni umi uspejo dojeti globino in kompleksnost mojih idej. Namažite se z oljem od friteze in snamite si zobne proteze, ker danes bo divje! To bo to! Dobrodošli v slovensko intelektualno smetano, dragi sogeniji! Potem pogledal sem delitev po državah in sem ugotovil, da to ni toliko zemljevid, kje moji naročniki živijo, ampak bolj zemljevid, kaj hodijo moji naročniki na počitnice. Iz Hrvaške sem recimo imel ful ogledov med julijem in avgustom, potem ko je bilo konec kopalne sezone, pa so kar naenkrat Hrvati malo zgubili smisel za humor. Kakšno naključje! Poleg tega, kdo gleda moje videe, me je zanimalo tudi, kaj gledate. Moj najbolj gledan video zaenkrat je video 10 najbolj bednih slovenskih komadov, ki si ga je zaenkrat ogledalo že več kot 390.000 ljudi, kar pomeni skupaj že več kot 2 milijona minut gledanja. Kar je 4 leta gledanja mene! Zanimivo je tudi recimo, da je več bednih oglasov na Bolhi en izmed najbolj gledanih videov, ki sem jih kdaj posnel, z več kot 100.000 ogledi. Po drugi strani, najbolj bedni oglasi na Bolhi pa nimajo niti pol toliko ogledov. Ne štekam, zakaj YouTube en video pokaže toliko več ljudem kot pa drugi. Ali pa kako ljudem, ko so videli naslov več bednih oglasov, ni potegnilo, da je še kakšen video prej mogoče. To malo zamaje tisto teorijo, da ste geniji. Folk, ki gleda moje videe, tudi očitno ne nosi majic, ker si mi zaenkrat prodal vse skupaj 16. 2 milijona ogledov na kanalu, preko 18 let kolektivnega predvajanja mojih videov, fucking 16 prodanih majic. Kaj bi jaz brez vas? Ampak glavna stvar, ki jo lahko vem o vas, je, da imate zgleda malo odfukan smisel za humor. Ne moti vas, če sem malo črn vsake toliko, če se malo zmišljujem stvari, če malo trolam, tudi če vas. Zgleda, dokler je smešno, ni grešno, kar kul. Všeč mi je, da smo se tako našli in kljub temu, da imam zadnje čase malo bolj poln urnik, se bom še naprej trudil zabavati vse, ki bi bili radi zabavani. Evo, zdaj pa je konec videa in ga lahko lajkate, če vam je bil všeč. Zdaj je safe. Tudi tisti, ki ste mlajši od 13, ga zdaj lahko lajkate nazaj, če ste ga slučajno prej odlajkali, ko sem rekel, naj vam ukinejo račun. Mislim, to, da ga unlajkate, itak ne spremeni nič, ker Google si itak zapomne vsako stvar, ki jo kliknete. Vsako. In tle imate moj kanal, da se naročite in še en video za pogledat, če bi slučajno hoteli. Ajde, se vidimo!